danes smo se zmenili, da bo klauzura Nove Slovenije prihodnji petek popoldne, kraj še ni določen, tako da boste pravočasno tudi o tem obveščeni. Vsebina te klauzure bo naslednja. Najprej bomo pregledali rezultate oziroma analizirali rezultate in rezultat seveda Nove Slovenije nas še posebej zanima. Pri tem bomo dali možnost tudi vsem prisotnim, da bodo izrazili svoja mnenja. Analizo bodo pa pripravili poleg naših članov tudi zunanji sodelavci. Potem bomo pogledali tudi v prihodnost, kako si predstavljamo delovanje Nove Slovenije v prihodnosti, še posebej do kongresa. Potem bomo pa pogledali tudi, kako bomo izbirali novo vodstvo oziroma kakšne so lastnosti dobrega voditelja, ki ga seveda želimo v prihodnosti izbrati, ki bo zastopal kar se da dobro naše barve. Dogovorili smo se tudi, koga bomo povabili na to klauzuro. Povabljeni bodo vsi člani izvršilnega odbora, vsi dosedanji funkcionarji, torej poslanci, ministri, državni sekretarji in pa predsedniki regijskih odborov. Potem smo se dogovorili tudi, da bo izredni kongres predvidoma do konca tega leta. Zaradi številnih zahtevnih postopkov si pač moramo vzeti primeren čas, da se bomo dobro pripravili na ta kongres. Sedaj bi pa predala še besedo dosedanjemu vodji poslanske skupine. Se opravičujem, no, sem narobe pogledala. Prav lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Prihajam z kosila skupnega, ki ga je imela poslanska skupina skupaj z strokovnimi sodelavci, prav tako tudi s stalništvom in moji občutki so izjemno pozitivni. Vsi smo pripravljeni za našo politično opcijo delati naprej. To je prvo sporočilo, ki sem vam ga želel posredovati. In ta trenutek izkoriščam tudi za to, da spregovorim kot predsednik sveta Nove Slovenije. Svet stranke je po našem statutu tisti organ, ki kongres skliče. Mi bomo seveda zelo pozorni na pripravo tega kongresa. Danes smo na tem sestanku se odločili in vsi podčrtali, da želimo resnično temeljito pripravo na kongres. Prvi korak je že omenjena klauzura, morda bo še kakšna. Čas do kongresa bo za nas izjemno zgoščen, bo izjemno delaven, imamo voljo, nismo obupali, delamo naprej, prepričani smo, da naša politična opcija v slovenskem političnem prostoru ima prostor in ga bo v prihodnje tudi imela. Hvala lepa. Zdaj pa še podpredsednik, gospod Aleš Sok. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem pripričan, da ta situacija, ki smo jo doživeli, in trenutek, v katerem smo se znašli, lahko pomeni tudi nek nov začetek za Novo Slovenijo. Vse tako nekako doživljam, sedaj, ko se gibljem na terenu med številnimi našimi člani, ki nas spodbujajo, ki dajejo svoje obljube, da bodo poskusili, da se stranka ponovno na novo organizira in z novim elanom se začne pripravljati sve na tisto, kar nas čaka. Nas čakajo že naslednje leto evropske volitve. Verjamemo, da bomo na teh volitvah ponovno naredili dober rezultat. Potem pa seveda že kmalu po tistem, čez eno leto tudi volitve v občine, torej lokalne volitve. Se pravi, dela je veliko in to bo potem tudi čas, da nekako preživimo ta 4 leta, ko nas očitno ne bo v državnem zboru. In čez 4 leta potem sem prepričan, da na osnovi takšnega dela ponovno povratek Nove Slovenije, krščanske ljudske stranke v slovenski parlament, kjer jo bodo sedaj mnogi tudi pogrešali. Hvala lepa. In še naslednji podpredsednik, gospod Polajnar. Hvala lepa in lep pozdrav. Zagotavljamo vam, da bo Nova Slovenija zelo dejavna, tudi zdaj, ko ni parlamentarna, oziroma ko ne bo parlamentarna stranka. In poskrbeli bomo, da bo na desni strani slovenskega političnega pola drugače, kot je bilo doslej,
ko se je stavilo na enega konja. Naša skrb in prizadevanje bo, da se bo stavilo na več konj. Hvala lepa. Nova Slovenija je še vedno evropska parlamentarna stranka, tako da ima 2 evropska poslanca in seveda sem zelo vesela, da se nam je danes pridružil tudi moj kolega, gospod Lojze Peterle, da tudi on pove svoje poudarke. Hvala lepa, torej, Nova Slovenija ima samo enega poslanca, ampak tudi eno poslanko. Ker smo tako pozorni na enakih spolov. Ja, gospe in gospodje, jaz sem vesel, da se je danes kolegi lahko zedinil o prvih strateških korakih do novega vstopona demokratske opcije v Sloveniji, glede katere je po teh volitvah zazijala politična praznina. Jaz sem vesel, da mi je kolegi zaupal nalogo, da za klauzuro pripravim teze s naslovom kako do novega vzpona, kaj do kongresa in kaj po kongresu. Jaz se bom tega posla lotil z vso odgovornostjo, z vsem znanjem. Želim angažirati in povabiti k sodelovanju tiste ljudi, ki so lahko nosilci nove vizije, nove strategije in nove dejavnosti. Želim, da to delamo skupaj. Želim, da se stvari dogajajo v pravem zaporedju. Zdaj le ni potrebne debate, kdo bo predsednik ali predsednica. Mislim, da je najprej potrebno priti do skupnega razumevanja, zakaj smo v stanju, v kakršnem smo. Če bomo tukaj našli skupen jezik, sem prepričan, da bomo našli tudi prave odgovore na to, kako priti do ponovnega vzpona, za katerega vidim veliko dobrih podlag in bi želel, da jih skupaj zmagovito tudi izkoristimo. Hvala.